Sprehod skozi božično vas Banovci, dan samostojnosti in enotnosti, 20 let delovanja Radia Monošter. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v srednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. Tudi to leto so v Banovcih, navkljub epidemiološkim razmeram, ki so prisotne v Prlekiji in Prekmurju, pripravili božično vas, ki ponuja številne jaslice na dvoriščih krajanov. Vaščani Banovec v sodelovanju z njihovim turističnim društvom in gasilskim društvom tudi letos prirejajo že tradicionalno božično vas Banovci, ker pred svojimi domovi na ogled postavijo svoje jaslice. Zaradi razmer povezanih s pandemijo virusa je razstavljenih eksponatov letos nekoliko manj kot prejšnja leta in tako se vendarle tradicija ohranja in nadaljuje. Se sprašujete, kako bi izgledala božična vas brez božička? Ne vem, kajti božiček tudi letos ni zamudil s obiskom Banovcev. Na pravem mestu sem. V Banovcih, v vasi v Prlekiji, imajo še zmeraj svetlo in lepo tradicijo, da pripravljajo jaslice v božičnem času. In božiček se letos počuti čudovito, kot vsako leto tukaj v tem turističnem kraju. Čudovite jaslice pri domačijah v vasi, ki si lahko tudi sami ogledate in zagotovo boste doživeli kaj novega. Nekaj manjih je kot običajno, ampak vendarle ohranjajo potom turističnega društva Banovci tole svetlo tradicijo pripravljanja jaslic v božičnem času. Pa pridite v Banovce! Božična vas! Obiskovalci se tako lahko sprehodijo skozi praznično okrašeno vas in občudujejo božične jaslice na dvoriščih. Prav ta čar vaških dvorišč daje domačnost božični vasi, kar je izpostavil Damjan Šalamun, predsednik turističnega društva Banovci. Tudi letos, že 22. leto zaporedoma prirejamo v vasi Banovci božično vas, sicer v malo manjšem obsegu kot prejšnja leta. Enostavno nas ta korona je malo zaustavila, ponavadi je bilo tudi do 60 jaslic v vasi, zdaj letos mislim, da jih bo kako tretjino tega. Je pa še vseeno na voljo, da si lahko ljudje pridejo pogledati, malo tega božičnega duha prevzamejo in nekaj posebnega je to jaslice, ki skoraj pri vsaki hiši lahko vidite in je prav neko doživetje, ko se sprehodiš skozi Banovce. Tudi s Term Banovci smo dobili poziv, da naj ne bi prekinjali te dobre tradicije. In tudi v turističnem društvu smo se zavzemali za to, da bomo nadaljevali s tem. Zdaj, po katerih sposobnostih ne bo tistega kuhanja vina pri gasilskem domu, kot je bilo ponavadi, in da se malo tam segreješ in si popestriš to sprehode, ampak ja. Vzemite si termovke, da boste se segreli kako kuhano vino v sobo ali pa kaki čajček, pa se nekako znajte po svoje, dobrodošli v Banovci. V letih poprej so obiskovalci tudi ocenjevali posamične jaslice. Letos temu ne bo tako. Ta korona je marsikaterega prizadela in na to vso dogajanje tudi zelo vplivala. In zaradi tega ne bo, kot je bilo prejšnja leta, ampak te ankete so bile v bistvu namenjene turistom, ne, da so še nekaj poleg tega, da so jih gledali, da so še aktivno sodelovali v tem ocenjevanju. In so turistom popestrili z nagradami, vsem drugim pa tudi z ocenjevanjem. Upajmo, da bo se vse poleglo, ta korona kriza, da bo fertik končno in da bomo spet zaživeli kot nekoč. V Banovci bo tako tudi letos čarobno. Sprehod po vasi je možen skozi cel dan, vendar pa posebni čar razsvetljene jaslice dobijo zvečer, ko okrog njih zagorijo lučke. Zraven tega vas bodo domačini s prijazno besedo, ponosom in svojo ustvarjalnostjo prepričali, da boste skozi podobe jaslic tudi sami postali del božičnega časa.
Z Alojzem Kavšco, predsednikom Državnega sveta Republike Slovenije, smo se pred praznikom samostojnosti in enotnosti pogovarjali o tem, koliko Slovenci spoštujemo državne praznike in simbole države. Državni prazniki so priložnost, da osvežimo spomin na dogodke iz preteklosti, katere častimo, ter tudi razmislimo o svojem odnosu do domovine. O tem, koliko smo Slovenke in Slovenci domoljubni, kakšen odnos imamo do državnih simbolov in koliko enotnosti je še dan danes prisotne, je ob dnevu samostojnosti in enotnosti spregovoril Alojz Kavšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Jaz moram nažalost ugotoviti, da slovensko državo, slovensko samostojnost, slovenske simbole veliko bolj spoštujejo tisti Slovenci, ki živijo izven Republike Slovenije, kot tisti, ki živijo tukaj. Njim domovina veliko pomeni. Vedo, kaj je tujina, vedo, kako je, ko ti tujina reže kruh, in vedo, kaj pomeni, če imaš tam nekje košček svojega sveta. Jaz pravim, da je treba zelo dobro razlikovati med nacionalizmom in domoljubjem. In če koga zanima, kaj je razlika med nacionalizmom in domoljubjem, naj si prebere besede velikega Slovenca, velikega pisatelja, ustvarjalca Borisa Pahorja. On je zelo dobro povedal, kaj je to domoljubje. Domoljubje je, če imaš rad najprej samega sebe, potem svoje sorodnike, sosede, deželo, v kateri živiš, in potem vse ljudi tega sveta. Če koga v tej verigi pozabiš, izključiš in ne maraš, ne moreš imeti rad sveta in ne moreš biti dober človek. Najprej torej ljubim tisto, kar je okrog mene, kar je del mene, kar mene ustvarja takšnega, kakršen sem, da sem lahko enakopraven in enakovreden vsem ljudem na tem svetu. Kaj so državni simboli? Neka poslanka je rekla, da so poslanci državni simboli. Daleč od tega. Državni simboli so tisti, ki so zrasli v krvi, zrasli iz vere naših mnogih rodov, iz želje potem, da si usodo krojimo sami. Državni simboli reprezentirajo prav vse državljane Republike Slovenije, ne glede na priimek, ne glede na veroizpoved, ne glede na njihovo ideološko pripadnost, orientiranost, ne glede na njihove spolne preference, če hočete. Ne nazadnje, kdor živi v tej državi, jo mora spoštovati. Ta država je tista, ki mu zagotavlja najprej človekove pravice, potem državljanske pravice, varnost in eksistenco. In vsak je dolžen sorazmerno prispevati, da imamo prav vsi od te države tisto, kar pričakujemo. Če te države ne maramo, ne spoštujemo, potem jo rušimo. In potem nihče drug izmed nas ni dolžen zagotavljati tistemu, ki tega ne spoštuje, da bi užival enake pravice, kot jih uživamo mi. Nihče nikogar ne more prisiliti v to, da ima svojo domovino, njene simbole rad. Lahko pa pripomoremo k temu, vsak lahko pripomore k temu, da imamo to domovino vsi radi. Kako? Naredimo jo tako dobro, tako enkratno, tako neponovljivo, da bo ta domovina vsem mati. Ne v Cankarjevem smislu revna mati ubogim otrokom, ampak mati, ki ima svojim otrokom kaj razdeliti, kaj dati za popotnico in poskrbeti zanje tudi takrat, ko odidejo v svet. To naj bi bila naša domovina. Te simbole je treba učiti spoštovati naše otroke. Ker če domovino ne vzljubiš v mladosti, se Janezek ne nauči tisto, kar bi Janez moral znati. In tisti, ki vzgajamo otroke tako, da spoštujejo nas, starše, da spoštujejo naše vrednote, jih moramo vzgajati, da spoštujejo tudi domovino, v kateri jo odraščajo, in da bojo znali ohraniti in obraniti za prihodnje rodove. Ker domovino pridobiti se zgodi enkrat v tisočletjih, izgubimo jo lahko pa prav vsako leto. Domoljubje je posebno čustvo oziroma vrednota, je ljubezen do domovine. Ljubezen do domovine in domoljubje ni isto kot ljubezen do države ali ljubezen do naroda. Domovina ni zamejena z državnimi mejami, niti opredeljena z narodnostnimi odločitvami in domovina je tam, kjer so ljudje srečni in zadovoljni. Tako kot narod, tudi domovina ne more biti vrednota sama zase. Vredna je le toliko, kolikor lahko osreči vse svoje državljane in tiste, ki ji pripadajo. Zatorej, čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
kamero in mikrofonom smo se podali na Radio Monošter v Porabje, ki letos praznuje 20 let delovanja in katerega delo ter poslanstvo je predstavil direktor radia Atila Bartaković. V letošnjem letu Radio Monošter praznuje 20 let delovanja. Manjšinski medij ima pomembno vlogo pri obveščanju narodne skupnosti v maternem jeziku in za krepitev narodne samozavesti. Njegovo delovanje je namenjeno notranjemu povezovanju manjšine, prav tako pa do neke mere zagotavlja, da se kulturna tradicija ne ohranja le na folklorni ravni, temveč da se jezik manjšine razvija v skladu s potrebami moderne družbe. Delovanje Radia Monošter je predstavil direktor te ustanove Atila Bartaković. Zdaj v tem letu smo praznovali 20. obletnico ustanovitve Radia Monoštra. Prva naša oddaja je izšla 2023. junija. Takrat so bili sodelavci samo 3 in imeli smo tedensko samo 4 ure sporeda. Potem smo prosili medijski svet, naj nam pomaga pri tem, da bi lahko mi to malo povečali, to, da ne samo 4 ure tedensko, ampak malo več. In smo to uspeli, da so nam dovolili 2012 naprej, da 8 ur na teden lahko potem mi vrtimo svoje oddaje. Gre samo za slovensko, seveda najprvi cilj je naš, da ukvarjamo se z kulturo slovenskega Porabja, dediščine, pašege in da ohranjamo porabski jezik in tudi imamo v knjižnem jeziku minimum 1 ure ali več tudi, da potem v slovenskem knjižnem jeziku tudi potem govorimo in tudi prek vzamemo od Radia Slovenija iz Ljubljane. Imamo mi načrtovano vsak današnjo oddajo, da imamo reportaže, tako se začne, da imamo potem aktualno, potem imamo novice, aktualno, potem o naših ljudeh za naše ljudi, potem pa od 3 vir naprej, pa oddajo iz Ljubljane, iz Radia Ljubljane in vmes so pa glasbe. Tedensko imamo 3-krat tak rekoč del glasbeni kotiček, v ponedeljek ima bolj te ljudske pesmi, v sredo imamo zabavno glasbeno, v soboto pa imamo bolj za mlade, pop ali pa nekaj takega. V začetku delovanja radia je pomanjkljivo financiranje narekovalo razvoj in programske usmeritve. Kako je s financiranjem radia danes? Večinoma dobimo denar od državne samouprave iz Gornjega Jesenika, ne, in potem lahko se javimo na raznih razpisov, tudi iz Slovenije, mislim v Sloveniji, pa tudi na Madžarskem, dobimo mi in smo tudi se to leto, zdaj za konec leta smo se prijavili tudi na te razpise, imamo načrtovane velikih ciljev in zaradi seveda rabimo pomoč in mi iščemo, kjer lahko najdemo denar za to, da bi to mi izvedli. Z Budimpešte dobimo tudi, tam tudi iz medijskega sveta lahko potem se javimo na razpis, pa tudi od ministrstva dobimo tudi denar, če se javiš na razpis in potem uspeš. Atilo Bartaković smo povprašali, kako je s kadrom, ki ustvarja program, ter o načrtih za prihodnost. Torej na radiju je nas 5, 4 kolegice, pa jaz in imamo tudi zunanje sodelavce in sodelavke tudi iz Slovenije. In tudi potem mi smo tako rekoč skupaj tam 10 in tudi oni nam pomagajo. Torej 18, ki pomagajo pri odstavljanju oddaj. Tako sem se jaz javil na to razpis, ker ta razpis je išla tam na začetku prejšnjega leta in potem sem mislil, da bom se javil na to in pregledal, sem prej bil tam neki 10 let predsednik nadzorne svete tega radia in finančno se vedel, kako idejo stvari in zdaj sem malo tudi tako strokovno
pogledal in pregledal, kaj bi lahko še naredili na tem področju. In smo se zmenili tudi s predsednikom, z gospo Eriko, s predsednikom državne samouprave, pa tudi s predsednico Slovenske zveze, da bi morali mi to malo naprej, ker že 20 let pa meni se zdi enkrat ali dvakrat je bila živa oddaja in ta živa oddaja bi bila boljša za tudi poslušalca, pa tudi za nas. Na eni stvari, ker potem nam ni treba ven iti na teren, pridejo sem, pa lahko potem kliče preko telefona in tudi lahko, če imamo že to možnost, da se ide živa oddaja, potem mi lahko še premišljujemo, kaj hočemo še zraven, s čim hočemo mi to še dopolniti. Načrtujemo še, smo se govorili tu v Slovenskem domu, da bi dobro bi bilo tako rekoč takšen medijski krožek ustaviti in smo se pogovarjali o tem, da bi bil to tako rekoč za radio, kot sodelavec radia, novinarstvo, pa tudi v zvezi s televizijo. Najpomembnejše bi bilo novinarstvo, ker če si ti tam v novinarstvu doma, potem lahko delaš na televiziji, pa lahko delaš tudi na radiju. In potem tako smo se zmenili, da naj bo to lahko mi izkoristili in naredili. Smo že poiskali mlade, ker tudi hočemo in mi tu na radiju hočemo mladinske oddaje in tudi o tem smislimo, imamo misle, kako bi to šlo naprej. Radio Monošter bo tudi v prihodnje največ svojega programa namenjal življenju narodne skupnosti, ohranjanju njene tradicije in kulturne dediščine, pa tudi gospodarskim in političnim dogodkom po Rabju ter sodelovanju med Madžarsko in Slovenijo. Toliko smo vam, gledalke in gledalci, pripravili v današnjih dogodkih. Želimo vam mirne božične praznike in preživite jih v družbi vaših najbližjih. Srečno!